Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji županovega kabineta. Lepo pozdravljeni pa tudi vi, gospod župan Franci Rokavec. Lep pozdrav tudi vam in spoštovanim gledalkam in gledalcem. Mogoče začniva z najbolj obdelano temo v naših oddajah, bi lahko tako rekli, ki pa še vedno ni dobila zaključka, in to so poplave in pa seveda sanacija po poplavah. Ja, zagotovo se bomo s tem vprašanjem še ukvarjali nekaj časa, verjetno še tudi nekaj let. Če želimo narediti res vse potrebne ukrepe za večjo poplavno varnost našega območja. Zagotovo pa je, da so določeni projekti že stekli, nekateri so že tudi narejeni, kot so recimo oba sanacija dveh visečih mostov čez reko Savo. Zagotovo pa je v tem trenutku in tekom celega leta največji projekt sanacija po poplavah, tako ceste in poplavnih ukrepov na relaciji Litija-Sava. Gre za rekonstrukcijo ceste, ki je v polnem razmaku, in pa za izgradnjo 4 novih mostov na lokalni cesti ter protipoplavnega zida na Savi. Zdaj pri mostovih je več ali manj še zadeva v fazi priprave na izvedbo. Razen zadnji most na Savi ne bi se pričel delati v tem tednu, Savi pri Litiji naselju. In pa protipoplavni zid na Savi pa je končno s tem tednom se tudi začel graditi, tako da upamo, da bo tudi še do konca letošnjega leta tudi izveden. In na neki način to tudi predstavlja tisto ključno, najbolj pomembno protipoplavno zaščito naselja Sava pri Litiji ob vsakokratnih poplavah. Dobra novica je tudi to, da smo dobili potrjen projekt, se pravi rekonstrukcije in obnove 2 odvodnikov v Kresnicah, se pravi tudi ukrepom namestitve protipoplavne zaščite, tako da bomo s to investicijo pričeli v prihodnjih dneh. Se pravi, smo v zaključni fazi izbora izvajalca in potem seveda tudi želimo, da bomo prišli čim hitreje tudi k sami izvedbi. Zelo pomembno je tudi, da je projekt nadomestnega mostu čez reko Savo v Jevnici že dobil zeleno luč državne tehnične pisarne, in se projektant nadaljuje s projektiranjem in se pravi tudi celotno umestitvijo v prostor. Po naši oceni bi tam do spomladi prihodnjega leta lahko bili pripravljeni ustrezni projekti, se pravi tako imenovana PZI dokumentacija za, se pravi, potem tudi prehod na naslednjo fazo, se pravi na fazo izvedbe projekta. Tudi za kulturni center v Litiji je že tudi pripravljena in celoti izdelana idejna zasnova, tako da tudi to smo posredovali državni tehnični pisarni, tako da pričakujemo tudi tukaj obravnavo vloge in tudi čim hitrejšo možnost ustrezne odobritve za, se pravi, nadaljnjo fazo projektiranja. Pri neurjih smo od 4 projektov sta 2 že v fazi izvedbe. To sta rekonstrukcija ceste skozi naselje Mačkovec in pa sanacija lokalne ceste Klanec-Geos. In tudi načrtujemo, da bomo v letošnjem letu zaključili z obema projektoma, medtem ko delno pa smo tudi pristopili vsaj k pripravi in izvedbi zemeljskih del na 3. projektu, to je projekt Konšica-Prevek.
dokončanje pa sledi potem v prihodnjem letu. Večina sredstev je s strani države, sredstva za pomoč. V tem trenutku so sredstva, se pravi predplačila in pa sredstva občinskega proračuna. Mi načrtujemo, da bomo že v koncu letošnjega leta lahko prišli na redni program in zaprosili za, se pravi, pridobitev dodatnih sredstev za sofinanciranje posameznih projektov. Večji projekti tukaj v Litiji se dogajajo tudi na vodooskrbi. Kateri projekti so trenutno v teku, mogoče tudi zaključeni? Ja, zaključeni so praktično zdaj že vsi trije, se pravi, vodooskrbni projekti. Od Leš, ki je že v uporabi, potem Dole pri Litiji, kjer je tudi že pridobljeno uporabno dovoljenje, in pa Mamol. Tukaj imamo sicer še nekaj težav pri, se pravi, prenosu tega vodovoda v upravljanje. Upamo, da bomo to rešili v naslednjih tednih, najkasneje v naslednjih tednih, tudi to vprašanje. No, zelo pomembno pa je, da je komunalno stanovanjsko podjetje letos tudi povezalo vodovodni sistem Litija, se pravi iz Golišč na Kresniški vrh in pa Kresniški vrh Kresnice. Tako da je dejansko ta vodovodni sistem zdaj že bistveno močnejši in skupaj že presega, se pravi, več kot 10.000 uporabnikov na tem vodovodnem sistemu, kar predstavlja tudi ustrezno osnovo za možnost kandidiranja za kohezijska sredstva v tej finančni perspektivi. Regije ste se že dogovorile, kako je s sredstvi ukrepa dogovora v regiji. Kakšni so bili zaključki? Jaz moram reči, da je šlo za en tak fair dogovor na ravni, se pravi, zasavske regije, se pravi, da smo upoštevali tako pridobljena sredstva za infrastrukturo na področju ukrepa dogovora regij in pa tudi ukrepa pravičnega prehoda, kjer Litija ni dobila ukrepa na pravičnem prehodu, je dobila več sredstev na področju dogovora regij. Tako da smo z približno ukrepom vrednim okoli dobrih 5 milijonov evrov predvideli 3 ukrepe, se pravi ukrep dopolnitve kanalizacije Litija. Drugi ukrep je širitev vodovoda Litija-Šmartno. Tukaj gre za sestavni del nadaljnjih, se pravi, povezovanja vodovoda Litija iz naselja Kresnic v naselje Ribče ter Hotič, se pravi povezava z drugim javnim vodovodnim sistemom. Potem gre za dodatno ureditev črpališča v Blablanski v Litiji in pa povezavo na vodohram Svibno, se pravi, gre za tudi eno večjo možnost zagotovitve sigurnih vodovodnih sistemov tukaj v Litiji in pa potem še nadgradnja sistema Litija-Sava. Tako da želimo v prihodnjem obdobju večji del, se pravi vodovodnih sistemov, imeti povezanega v skupen mrežni sistem. Tretji ukrep dogovora z regij pa je seveda kolesarske povezave. Tukaj pa želimo zgraditi v Litiji tako imenovano kolesarsko peš brv nasproti športne dvorane čez reko Savo, ki bi dejansko povezala lahko, se pravi, kolesarje iz desnega brega, ki pridejo iz Ljubljane v smer Litije, potem čez most, pa potem nadaljujejo lahko pot proti Savi, proti Zasavju, oziroma se bo ta most lahko nudil ustrezno povezanost za ta bolj mirujoči oziroma mobilni promet preko viseče brvi
za železniško postajo, kjer bo tudi zgrajen, se pravi tako imenovano park and ride parkirišče, zagotovljeno tudi izposoja koles, da bomo imeli eno povezan sistem z kolesarsko povezavo v mestu Litija. Ko smo ravno pri železniški postaji, tudi to je eden izmed projektov, ki je trenutno v teku. V kateri fazi je sedaj, kako je mogoče s samimi zamudami samega projekta, kako poteka na splošno? Ja, mislim, da gre projekt več ali manj, ker ga občina tudi tekoče spremlja, projekt v času z terminskim načrtom in le pričakujemo, da bo projekt zaključen do najkasneje v mesecu februarju prihodnje leto. Zdaj so dela se že zelo intenzivirala na sami ureditvi samega parkirišča, tudi že izvozne poti proti krožišču Tuš-Hofer, in pričakujemo, da se bodo potem še zdaj finalizirala dela v tem času pri železniški postaji, ker je tudi za ureditev avtobusnega postajališča in samega tako imenovanega dela dostopa do železniške postaje. Res je, da je parkingov, ne glede na to, da je tudi rezervno parkirišče narejeno nasprot nogometnega igrišča, kljub vsemu v mestu malo. Ampak mogoče tudi izkoriščam to priložnost, da bi vse uporabnike še enkrat naprošamo, da bi dejansko res železniške postaje, da se poslužujejo teh parkirišč ob nogometnem igrišču. Res, da je treba potem, je malo daljša pot in si treba vzeti 5-10 minut več časa za potovanje do železniške postaje, ampak tudi te 3 meseci bodo slej ko prej za nami in potem bomo imeli urejeno parkirišče in upajmo, da bomo v tem času lahko na en tak primeren način poskušali uporabiti te rezervne lokacije za, se pravi, parkiranje avtomobilov. Na občini Litija pa ste razpisali tudi več razpisov. Kateri so te razpisi? Mogoče vemo tudi sredstva, kakšna so na katerem? Ja, tako za mlade, tako za razpis za socialo, tako razpis za šport, za kulturo so objavljeni do konca tega meseca, se pravi meseca novembra. Tukaj je še enkrat poziv vsem društvom, da se prijavite in da se pravi lahko izpolnite to možnost, se pravi delnega financiranja za delovanje društev. Jaz moram reči, da smo dejansko, kar se tiče višine sredstev, poskušali iti tudi v okviru, se pravi, tako inflacije nasproti, da smo temu tudi primerno povišali sredstva in da oddate vlogo. Pomembno pa je, da so te razpisi že v letošnjem letu za prihodnje leto, se pravi, da se lahko društvo načrtujete svoje se pravi programe, načrte v prihodnjem letu in tudi predvidite možnost, bi rekel, finančnih sredstev, ki jih boste lahko pridobili iz občinskega proračuna. Tako da res še enkrat poziv vsem društvom, da oddate vlogo v tem roku, ker je mogoče tudi rok majčkeno hitrejši kot v prejšnjih letih, da kljub vsemu kdo ne bi izostal. V teh dneh pa nas čaka tradicionalni pohod, verjetno tudi najbolj znan pohod tukaj v Litiji, in sicer pohod po Levstikovi poti. Ja, res, prisrčno vabljeni to soboto na tradicionalni Levstikov pohod od Litije do Čateža, seveda že tam od zgodnjih jutranjih ur, od 7. ure dalje, je štart tukaj v Litiji, na Valvazorjevem trgu.
po obetih vremenoslovcev se obeta stabilno, lepo vreme, tako da res pohodniki prisrčno vabljeni. Ne bo vam žal, če boste v soboto odšli na to pot. Res, da verjetno najprej čaka v Litiji megla, ampak čim se boste povzpeli nad Litijo oziroma Šmartnim pri Litiji, boste lahko potem zazrli lepo sončno, se pravi idilo, ki vas bo spremljala vse do Čateža, do same Razhodne. Ljudno vabljeni. Gospod župan, najlepša hvala. Hvala tudi vam in vse dobro.